Lepo pozdravljeni. V enem od prejšnjih videov sem razlagala, kako motivirati otroka, kaj je treba ustvariti zanj, da lahko doživi novo izkušnjo in gradi svoj pozitivni učni krog. Danes pa bi rada bolj podrobno razložila, kaj lahko naredimo, da je že pri gradnji učne hiše najprej okolje tisto, ki je spodbudno in podporno za otroka. Če primerjam učenje z gradnjo hiše, bi rekla, da je pri hiši zelo pomembno, da izberemo lokacijo, ki nam je všeč, torej da je okolje takšno, da nam paše. In zdaj, kako se to preslika na učenje? Na okolje pri pouku otrok ne more veliko vplivati. Če je razred bolj živahen, bolj klepetav, potem je pač kakor je. Doma pa lahko otrok dobi drugačno izkušnjo, drugačno okolje mu pomagamo ustvariti. Ena najbolj osnovnih stvari je, da pomagamo odstraniti vse stvari, ki bi otroka lahko zmotile. Za nekatere otroke rečejo starši, naš lahko dela domačo nalogo za jedilno mizo, mi jo zraven kuham, mlajši bratec ali sestrica se igrata in on to vse naredi. Ja, nekaterim otrokom to gre. Za nekatere otroke je pa bistveno bolje, da ustvarimo mirno okolje, brez motenj. Odstranimo vse, česar ne potrebujemo. Torej, telefon se ugasne, glasba ni takrat prižgana, otrok ima jasno strukturo, zdajle se učim, časovni okvir od takrat do takrat, s tem, da je vedno ta čas, ta časovni okvir se lahko skrajša, ker s tem lahko otroka tudi motiviramo, če temeljito in dobro narediš prej, lahko prej končaš. Nima smisla, pojdi se za 1 uro učiti. Ne. Uči se in se nauči. In v takem okolju, kjer otroka ne motijo obvestila na telefonu ali pa ne posluša z enim ušesom nadaljevanke ali pa nanizanke ali pa ne lovi z drugim ušesom, kaj se pogovarjata mama in oče ali pa mama in brat ali sestra, takrat otrok potem res lahko dojema, dela tisto, kar mora. Torej, okolje, najbolj osnovno. In potem je temelj za hišo zelo pomemben, Mora biti dovolj kompakten, trden, da lahko nanj postavljamo potem zidove in streho. In pri učenju jaz to poimenujem, da je to notranje stanje. To notranje stanje se pri otroku velikokrat spregleda. Ampak dejstvo je, če je otrok v stresu, če ga je strah, če ga ni zbran, če ni v bistvu pri stvari, potem učenje ne more biti uspešno. Zaradi tega, ker enostavno ne more vklopiti vseh teh centrov v prefrontalnem delu možganov, čelnem režnju, kjer je ta del možganov odgovoren za to, da potekajo učni procesi, da uporablja delovni spomin, da lahko sploh si zapomni stvari. Predstavljajte si sebe. Če ste recimo v strahu, da se bo nekaj hudega zgodilo, ali pa pod stresom, ker ste ravnokar se z nekom sprli, ali bi si takrat lahko zapomnili neko popolnoma novo snov, ki bi vam jo nekdo razlagal? A vidite? Seveda, zdaj sem izbrala bolj ekstremen primer, ampak princip je pa isti. In pomembno je, da otroka naučimo, kako umiriti, kako ustvariti
notranje stanje umirjenosti z radovednostjo. Jaz to delam pač sistematično pri vsaki uri, zaradi tega, ker sem ugotovila, da brez tega se jaz lahko na glavo postavim, pa je otrok še kar nekje. Okolje smo rekli, pokrijemo in potem ustvarjamo notranje stanje. In zdaj, kako lahko recimo doma otroku pomagate ustvariti tako notranje stanje? Najbolj s tem, da v resnici umirite najprej sebe. Zaradi tega, ker se, bom po domače povedala, živčni sistemi ljudi enostavno priklapljajo drug na drugega. Če je mama umirjena, se v njej umiri otrok. Če je mama že pod stresom ali pa oče, že zaradi drugih obveznosti, službe ali česarkoli, potem otrok ta nemir začuti in se ne odreže od njega, ampak vpliva stanje staršev na otroka. Ali pa seveda drugih oseb, da ne bom zdaj s prstom kazala na koga. In torej, kaj je recimo ena zelo preprosta stvar, ki jo lahko vedno naredimo? Vdih, ki recimo traja 4 sekunde, pavza in izdih, ki je daljši, recimo 6, 7, 8 sekund. In naredite z otrokom serijo takšnih vdihov, izdihov, kolikokrat. Zdaj, najbolje je začutiti. Ko vi začutite, da ste se umirili, se je zelo verjetno tudi otrok. Okej? Jaz sicer otroke učim v programu več različnih pristopov, ker se mi zdijo res koristni in res dobri. Zato notranje stanje ustvariti, ker potem gre učenje res lažje. Okej. V naslednjih nekaj videih vam bom potem bolj podrobno in z različnimi triki razložila še 4 stebre učne hiše znam, vse do strehe in strešnikov. Stebri so torej najprej novo razumevanje, potem zaupanje vase, motivacija, aktivna vaja. Vse to se seveda prepleta, ampak veliko stvari lahko tudi doma že naredimo. Na vdih in želim vam en krasen dan.